Pozdravljeni, draga gospa Manca Košir, lepo se vam zahvaljujem, da ste se odzvali. Srečali smo se pa z namenom, da spregovoriva nekaj besed o konoplji. Pa me zanima, kako vi razmišljate o konoplji, kakšen odnos imate do te rastline? Jaz bom najprej začela z večjo sliko, če dovolite. Kajti to, kar se dogaja s prepovedjo konoplje, je samo posledica tega, da Slovenija kot država nima vizije. Politiki, ki so na oblasti, so prestrašeni in sploh ne vejo, kaj hočejo in kam naj bi Slovenija šla. Zato pa mi, ki govorimo o alternativi že desetletja, vemo, kam hočemo iti in kam priti. Prvič, Slovenija potrebuje samooskrbo, da se samo oskrbimo. Drugič, Slovenija potrebuje javno zdravstvo, odlično javno šolstvo, dober kakovosten javni promet in tako naprej. In kje je v tej zgodbi konoplja? Povsod. Prvič, pri javnem zdravstvu. Če bi šlo politiki zares za to, da so ljudje zdravi oziroma da se zdravijo z naravnimi zdravili, če smem tako reči, bi že kdaj legalizirali konopljo. Ampak žal temu ni tako. Jaz poznam veliko ljudi, ki so jemali ali olje ali smolo proti bolečinam, zato da so lažje spali, proti depresiji in tako naprej. To je brez stranskih učinkov veliko bolj učinkovito kot morfiji in antidepresivi uspavala in tako naprej. Ampak zakaj jim pa gre? Da držijo štango, kot temu rečemo, farmacevtski industriji, da se klanjajo korporacijam, ne pa da bi skrbeli za javno zdravstvo in za bolnike, ki jih je že ogromno in po mojih vsaj 20.000 že jemlje konopljo. Drugič, v Sloveniji so bile velike površine, zlasti na Koroškem, zasejane s konopljo. A veste, še nedavno nazaj, kajti konoplja, iz nje so delali vrvi, vreče, celo pohištvo se da narediti. In to je odličen vir za trajnostno gospodarjenje iz domačega praga dobesedno. To je tudi prepovedano. Skratka, potem, kaj vam bi še rekla, prav ogorčena sem na tem, da so ravno te dni sprejeli zakon, da mi lahko uvožena, zelo draga, veliko preveč draga zdravila iz konoplje uporabljamo. Kdo ima od tega dobiček? Naši ljudje sigurno ne. Ampak farmacevtska industrija, ne vem, kje je na Medtem pozor, ko je konoplja naravna rastlina še vedno v prvi skupini prepovedanih drog. Ja, pa konoplja je prepovedana kot droga, ni pa prepovedano, ko ljudje umirajo, jim dati protibolečinska zdravila iz morfija in tako naprej, ki je pa še hujša droga. Tle je treba razmisliti, zakaj je temu tako. In naravna zdravila je treba spodbujati, da ne rastejo na slovenski zemlji. Delajmo slovensko recepturo, odlično, kakovostno, v laboratorijih preverjeno predelavo in to bi lahko celo izvažali. Ampak slovensko semena tudi pri konoplji za industrijske namene so prepovedana. Ja, in proti temu se je treba seveda upreti, zaradi tega, ker k nam bi pa pripeljali kakšna gensko spremenjena semena v ne vem čem. Skratka, konopljo nazaj na slovenska tla. Vsakršno, industrijsko, medicinsko in ne vem, če obstaja še kakšna. Jaz nisem uporabnica, ampak če bi bilo treba, bi se pa že nekako znašla, da bi si lajšala trpljenje. In poglejte, šentjanževka, domača slovenska rastlina, ki so jo nabirale desetletja naše babice, detki in tako naprej in je pomagala pri depresiji, boljšem spanju in tako. Tudi prepovedana. Zakaj? Zato, da dajo v zdravila, ki so pa potem dovoljene, da jih kupujejo na prostem trgu. Ni ravno prepovedano, je privatizirano, dobesedno. Ja, in se bojim, da bo kmalu privatizirano še ne vem koliko vode, gozdovi so itak že v velikih količinah in tako naprej. Kaj delamo s to slovensko zemljo in z nami ljudmi? Zemljo spreminjamo, podarjamo skoraj brezplačno okupatorjem, Slovence pa spreminjamo v en narod brez hrbtenice in lastne možnosti za obstoj, za kar je potrebno seveda, kot vemo, ne? Dobro gospodarstvo, šolstvo in tako, kar sem že povedala. Tako, ste vedeli, da konvencija iz leta 1961 o drogah
je pravzaprav nikoli in nikdar ni prepovedovala konoplje za industrijo in hortikulturo, kar pomeni samooskrbo, vrtičkarstvo. Ja, to jaz seveda vem in ravno vrtičkarstvo moramo mi spodbujati, zaradi tega, ker to je slovenska tradicija. Mi moramo imeti to in delati to, kar res znamo in kar koristi ljudem, mnogim ljudem tukaj in drugod po svetu, ne pa kar koristi farmacevtski industriji, strašni in pogoltni in multinacionalki. Ja, pa se vam zdi humano, seveda ne, ampak če lahko komentirate, da so bolniki teh 20,000, ki jih omenjate, ves čas v nekem strahu, ves čas se morajo skrivati, iskati konopljino smolo na črnem trgu, če pa si jo sami vzgojijo, so pa še kazensko lahko preganjeni. To me zelo skrbi, zaradi tega, ker poganja spet nov strah v kosti že tako rahlih, krhkih, šibkih ljudi. In kar naprej nas s tem strahom, a veste, nam dajo injekcije strahu, negotovosti, saj so kriminalizirani, kar je pa tudi zelo hudo. Mnogi šarlatani in goljufi, ki so tudi na tem polju, seveda se okoriščajo z bolečino ljudi in izdelujejo zelo nekvalitetno smolo in olja, strahotno draga in če bi bilo to legalizirano in odobreno in tako naprej, do tega ne bi prihajali. Tako da z večjih vidikov sem za legalizacijo vseh vrst konoplje. Najlepša hvala.